Spoštovani gostje, ustvarjalci in soustvarjalci razstave Vsi navzoči, lepo pozdravljeni na odprtju razstave dr. Andrej Gosar Življenje, delo, pomen. Razstavo je v pomoči Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Naravoslovno-tehniške fakultete, Nacionalne in univerzitetne knjižnice Ljubljana in Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani pripravila knjižnica Logatec. Vsebinsko zasnovo razstave in postavitev gradiva je pripravila Saša Musec-Čuk. Izredno nas veseli, da lahko življenje in delo ene vidnejših osebnosti 20. in 30. let prejšnjega stoletja predstavimo ravno v tem čudovitem okolju, zakladnici in hramu slovenske kulturne dediščine. Zato vabim dr. Melito Ambrožič, pomočnico ravnateljice NUK-a, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Čast mi je, da vas lahko pozdravim na otvoritvi razstave, ki je posvečena življenju in delu dr. Andreja Gosarja, rojenega v Logatcu, ustvarjalca, po izobrazbi pravnika, politika, pisca različnih del, enega od utemeljiteljev krščanskega socialnega nauka, predavatelja, pedagoga, tudi dekana nekdanje tehniške fakultete. Vse prevečkrat premalo upoštevanega in moram reči, da tudi mi v naših mlajših letih smo zelo malo slišali o misli, politični, kulturni, znanstveni dr. Andreja Gosarja. Zelo nas veseli, da so organizatorji zbrali ravno Narodno in univerzitetno knjižnico za tale dogodek, ki je v bistvu uvod v naslednja 2 dneva, kjer bo potekal v Logatcu in v Ljubljani v Sazuju znanstveni simpozij posvečen ravno dr. Andreju Gosarju. Dovolite mi, da vam zaželim tudi prijetno druženje
in da se zahvalim današnjim govorcem, županu občine Logatec, gospodu Bertu Menardu, potem direktorju Celjske Mohorjeve družbe, gospodu Jožetu Faganelu. Zahvaljujemo se tudi profesor dr. Jakobu Likarju, predavatelju na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, tudi bivšemu dekanu te fakultete in seveda našemu kolegu, bom rekla, višjemu knjižničarju iz biblioteke SAZU, Dragu Samcu. Zdaj se vam, kot sem rekla, zahvaljujem, ker ste prišli in želim, da uživate na tem dogodku. Besedo pa sedaj predajam Bertu Menardu, županu občine Logatec. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, prav lep pozdrav v mojem imenu in tudi v imenu občine Logatec. Logatec, rojstni kraj dr. Andreja Gosarja, je v zadnjem času hitro razvijajoče se podeželsko mestece. Želimo izkoristiti bližino Ljubljane in bližino Luk, Kopra in Trsta. Pred 20 leti smo v Logatcu postavili dr. Andreju Gosarju spomenik. Prav je, da ga ohranjamo in z njim tudi živimo. Kolo zgodovine se vrti, težave, krize, egoizmi pa ostajajo. Ostaja pa zato, ker ne gradimo našega življenja na temelju evropske kulture. Kajti temelj ni kamni evropske kulture izhajajo iz krščanstva. Vsi tisti, ki javno nastopamo ali kakorkoli drugače usmerjamo ljudske množice, je prav, da poznamo in tudi skozi svoje življenje in tudi skozi način življenja prikazujemo duh dr. Andreja Gosarja. Kajti samo tako bo lahko ta duh in njegova beseda živela. Naj beseda postane meso. Zamisel o razstavi in simpoziju, ki se bo odvijal jutri v Logatcu in dan pozneje v Ljubljani, je z odprtimi rokami sprejela tudi Celjska Mohorjeva družba. Zato vabim bliže Jožeta Faganela, direktorja Celjske Mohorjeve družbe, da nam nekoliko približa in osvetli simpozij, ki je pred nami. Izvolite. Dragi udeleženci začetka odmevnih dni posvečenih Andreju Gosarju. V imenu najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe, katere avtor je bil tudi Andrej Gosar, bi se rad pridružil tistemu delu poznavalcev njegovih zamisli o delovanju gospodarskega sistema, ki bodo v naslednjih dneh ugotavljali njegovo aktualnost. Ne le v mikrookolju naše ljube Slovenije, ampak celo globalno. A tega, upam, da se simpoziju ne bodo počeli iz kake nostalgije, ampak spoznanja, da naj svet velikih končno ne le zasliši, ampak vendarle usliši uresničljive zamisli, ki nastajajo v senci njihovih, bodimo odkriti, samo parcialnih interesov. Zadošča, da odpremo Gosarjevo monografijo za nov družabni red, ki je šla leta 1933 kot 5. knjiga znanstvene knjižnice v času zlate dobe Mohorjeve, ko je vodil Franz Saleški Finžgar, in sicer na strani 361. Dejstvo, da si v modernem gospodarstvu lahko za denar vse nabaviš in vse privoščiš, je povzročilo, da se je vse zasebno gospodarsko stremljenje in ravnanje ljudi usmerilo k pridobivanju denarja. Denar, oziroma čim več denarja,
to je postalo naravno in nujno geslo, naravno in nujno načelo vsega zasebnega gospodarskega mišljenja in ravnanja ljudi. Pridobivanje denarja je torej tisti neposredni gospodarski razlog, zaradi katerega proizvaja moderni človek najrazličnejše blago za tuje, neznane ljudi. K temu ga, kakor že rečeno, ne priganjajo niti najmanj tuje potrebe in njihova zadovoljitev. Ko dela in proizvaja za druge ljudi, misli predvsem le na svoje lastne potrebe oziroma na sredstva, ki jih hoče pridobiti, da bo te potrebe mogel utešiti. Produkcija potrebščin, ki so namenjene zadovoljevanju tujih potreb, mu je samo sredstvo pridobivanja zase. Čisto aktualno za kakšne odmeve, ko bi jih vodil recimo Bergant. Ker smo v prostorih Slovenske nacionalne biblioteke, naj povem, da ta, kakor smo slišali, sodobna Gosarjeva knjiga, nima ne kolofona in ne cipa, kjer bi lahko poškilili v njeno uredniško zakulisje. Ima pa na neoštevilčeni 5. strani naslednja 2 navedka, ki jo bom tudi prebral. Svetopismo Jakob. Nujte zdaj bogatini, razjokajte se in tarnete nad stiskami, ki pridejo na vas. Glejte, plačilo, ki ste ga utrgali delavcem, ki so poželi vaša polja, vpije, in klici žencev so prišli do ušes Gospoda nebesnih čet. Stara zaveza. Zato, ker ste oropali ubogega in mu vzeli izbrani del, boste zidali hiše iz rezanega kamena, v njih pa ne boste prebivali. Zasajali boste najboljše vinograde, vina iz njih pa ne boste pili. Z obema citatoma Gosar vnaprej zanika veljavnost teženj, ki životarijo tudi še na Slovenskem, da bi našli vendarle krščanske korenine tržnemu gospodarstvu, vsem negativnim slovensko-štajerskim dokazom navkljub. Take knjige, ki tudi izhajajo, pa imajo kolofone in cipe. Prav zaradi teh 3 citatov je utemeljen tudi naslov tega Gosarjevega tridnevja – Krščanstvo in socialno gibanje. Sedanji papež Gosarjevi knjigi ne bi izdal samo oznake nihil obstat, ki so jo škofijski cenzorji nekdaj kot nekak cerkveni kolofon izdajali verskim knjigam. Jorge Bergoglio, alias papež Frančišek, bi ji dal tudi svoj odločni imprimatur, nekak katoliški cip, ki naj pomeni, naj se tiska, da se bo s pridom bralo, tako rekoč v duhu in resnici. Kakor iz Vatikana vedno kaj pricurlja, še preden objavijo, naj kaj še pricurlja iz občine Logatec. Vse, ki jih boli makroekonomska usoda Slovenije, zato nedostojno s posebnim klicajem opozarjam na sobotno predavanje ekonomista Franja Štiblarja. Na sazu svojih tez zaradi odsotnosti v ZDA sicer ne bo prebral, išle pa bodo že čez nekaj dni v reviji Zvon, ki jo izdaja naša Mohorjeva, še pred zbornikom referatov. In če sem nekoliko nesramno omenil gospoda Berganta, naj še s prijaznostjo omenim dušo tega tridnevja posvečenega Andreju Gosarju, Štefana Skledarja, ki se mu zahvaljujem, da je tridnevje skupaj z njegovimi sodelavci postalo tako bogato. Hvala lepa. Simpozij bo zagotovo odlična priložnost za vse nas, da se še bolje spoznamo z doktorjem Andrejem Gosarjem, zato še enkrat vsi prav lepo vabljeni, da se ga udeležite. Sedaj pa se ponovno prepustimo z glasbi. Danes je z nami pianist Blaž Jurjevčič.
Gosar je bil skoraj 2 desetletji aktiven kot profesor na tedaj Tehnični fakulteti v Ljubljani, danes na Naravoslovno-tehniški fakulteti. Svoj pečat je pustil tudi na mestu prodekana in dekana, po pričevanjih, ki so nam znana, pa je bil priljubljen tudi med študenti. Njegovo predavateljsko delo bo zato predstavil naslednji govornik, profesor dr. Jakob Likar z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Gospod Likar, izvolite. Lep pozdrav, lepo popoldne vsem skupaj, hvala za povabilo, predvsem pa bi še posebej pozdravil družino cenjenega in spoštovanega profesorja, ki je deloval v preteklih desetletjih na naši fakulteti. Jaz sem mlajši, nisem poslušal njegovih predavanj, mi je pa profesor Bajžel, kot moj predhodnik, povedal marsikaj lepega o njem in moram reči, da sem kar z veseljem poslušal te pripovedi, saj pravo in rudarstvo sta morda na zunaj pogledano daleč narazno, v resnici pa sta skupaj. Jutri bom več o tem povedal na kratkem predavanju, ki ga bom imel v okviru simpozija. Danes bi pa morda na kratko rad povedal nekaj svojih misli, ki mi večkrat pridejo v možgane, predvsem zaradi dogajanj, ki se širijo v tem našem ljubem svetu, da ne govorim o naši ljubi domovini. Ljudovstvo, krščanstvo, socialna pravičnost so v tesni povezavi. In kakorkoli že to obračamo sem in tja, vsak dan bomo bolj potrebovali tisto vizijo, ki jo je takrat profesor Gosar znal napisati in dati v javnost. Mislim, da v tem je veliko povedanega in dodal bi še, da je malo komu dano, da lahko te stvari vnaprej predvidi. In profesor Gosar je bil en izmed tistih, ki je čutil pred več desetletji, kam se bo verjetno svet zapeljal. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste me povabili k temu nagovoru, predvsem pa v imenu fakultete izrekel zahvalo, ker mi smo ponosni, da je bil profesor Gosar aktivni član naše fakultete. Želim vam vse lepo in srečno. Bibliografija dr. Andreja Gosarja je izjemno obsežna. Od prvih zapisov iz začetka 20. stoletja do nepodpisanih in bolj kot ne prikritih rokopisov 50 let pozneje. Našli bomo tudi ne tako malo številne biografske zapise. Bibliografija do nedavnega še ni bila zbrana in urejena v celoti. S tem dolgotrajnim in zahtevnim izzivom, ki je odprl tudi vpogled v Gosarjevo življenje in delo, se je spopadal Drago Samec, višji bibliotekar na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki nas bo seznanil s svojim delom. Izvolite. Spoštovani, danes se z razstavo poklanjamo spominu pravnika, sociologa in politika dr. Andreja Gosarja, ki je živel v letih 1887 do 1970, kateremu najprej ni bila začrtana takšna življenjska pot, po kateri ga danes poznamo. Iz čevljarsko-obrtniške družine bi se težko podal na gimnazijo, a mu je domači župnik utrl pot. Pravo je študiral tudi ob delu na železnici. V šolskem letu 14-15 pa je bil štipendist Knafljeve ustanove. Že med študijem je objavil prvi članek, po doktoratu pa je njegova publikacijska širina se razpre. Med prvo svetovno vojno so ga vpoklicali in prevrat ga je s 97. polkom doletel v južni Rusiji. Preko Tiraspola, Obnjestru in Odese so se za Božič 1918 vrnili domov.
Polk je v Rusiji moral odložiti orožje. Ob volitvah za poslanca so se zgrnili z obtožbami, da je zato kriv Gosar, kar je bil povsem neosnovan poskus prevalitve tuje krivde nam. Pa tudi sicer v vojni ni hotel govoriti. Že med vojno je objavljal v protialkoholni reviji Zlata doba in v novo ustanovljenem časopisu Jugoslavan. Da je pisal oddaleč, kaže že začetek članka Demokratična gospodarska Jugoslavija, ki je pravi: s približno istim namenom, s katerim pišem te vrstice, sem že svoj čas napisal daljši članek Slovenca. Ali je dotični članek zagledal beli dan, ali je morda že porumenel v uredniškem košu, tega ne vem. Pač pa vem, da so bile moje besede, tudi če so prišle v javnost, tako nekako bolj pod steno. Zato pa še enkrat samo bolj na kratko. Članek pa v Slovencu teda je šel, to temo pa je še razširil v drugih objavah. Ob zaposlitvi na poverjeništvu za socialno skrbstvo na deželni vladi je bil novembra leta 1920 izvoljen za poslanca. In to je bil skoraj 10 let. V letih 1927 in 1928 pa je bil dvakrat minister za socialno politiko. V četrti vladi Nikole Uzumoviča in prvi vladi Velimirja Vukičeviča, skupaj več kot leto dni. Že kot poslanec se je zavzemal za ohranitev ministrstva za socialno politiko. Kot minister pa je temu področju dodal poln smisel in namen. Med ostalim delom je Gosar delavstvu poskušal preskrbeti delo in, če je mogoče, lasten dom. Kar mu je uspelo z reorganizacijo borze dela, posvetil se je bolniškemu zavarovanju in izdelal načrt reorganizacije zavarovanja, če omenimo samo to. Kot minister je bil pogosto na kraljevem dvoru, celo ob njihovem godovanju hišnega patrona svetega Andreja so Andreja Gosarja posebej povabili. Od leta 1919 je bil dr. Gosar neverjetno plodovit pisec v periodiki, ko je v časopisju in revijalnem tisku, saj je na leto napisal tudi več kot 30 člankov in razprav. Naj mi bo dovoljeno navesti vsaj naslove periodik, kjer je objavljal: Čas, Kocbekovo dejanje, Delavska pravica, Dom in svet, Ilustrirani Slovenec, Izvestje slovenskega katoliškega starešinstva, Jugoslavan, Jugoslovanski obrtnik, Književni glasnik Mohorjeve družbe, Koledar družbe svetega Mohorja, Kres, Mariborski večernik Jutra, Narodni gospodar, Naša moč, Naša zvezda, Novi čas, Popotnik, Pravica, Slovenec, Socialna misel, Straža v viharju, Tehnika in gospodarstvo, Trgovski list, Večerni list, Zlata doba. In čisto na koncu po vojni glasilo Oznanilo, ki je predhodnik današnje družine. Več ponatisov njegovih člankov najdemo v izsiljenskem v New Yorku izhojajočem časopisu Glas naroda. Njegove objave zasledimo še v hrvaških časopisih Franjevački vjesnik, Hrvatska obrana, Izseljenik, Narodna straža, Nova revija in Pučka sloboda, srpskih, jugoslovenskih socialni almanah in Narodna odbrana, tudi v švicarskem ženovskem kurirju, ter slovaškem z naslovom Pero in češkem Akordu. Za podatke o člankih v teh dveh časopisih so zaslužili na lektoratu za slovenski jezik v Pragi. Med obima vojnama je bilo delo dr. Gosarja pogosto obravnavano v jugoslovanskih periodičnih glasilih, sploh v času ministrovanja, tako da vseh ocen in prikazov ni bilo mogoče zaslediti, saj vseh časopisov v državi tudi ni. Tudi Gosarjeva trditev leta 1925 v parlamentu, da smo Slovenci samo svoj narod, je odzvala pravo pahljačo odzivov, ki v periodiki sledimo od Narodnega dnevnika samouprave, Slovenca naprej, pa beograjske politike in ostalih, kar pa je že presegalo tematiko osebne bibliografije.
Prvo knjigo od svoje za življenje izdanih 15 knjigah Narodno-gospodarske seje je objavil že leta 1920. Njegovo srednje in največje delo nosi naslov Za nov družabni red v 2 zvezkih, ki sta išla v letih 1933 in 1935. V slovenskih knjižnicah je samo okoli 25 kompletov tega dela, kar si razlagamo tudi s tem, da so nepredano zalogo Mohalove družbe ob zasedbi Nemci odpeljali predelavo v papirnico v Radečah. To delo Za nov družabni red je bilo deležno tudi največ odzivov obeh političnih polov. Med ocenjevalci z katoliške strani so bili Aleš Ušeničnik, Jože Jeraj, upokojeni Škof Jeglič, od avtorjev drugega pola pa zasledimo pri jutru Božidarja Bolka, v ljubljanskem Zvonu pa pod psevdonimom Ivan Kovač in Brda Kardelja. Zanj v zadnjem času ugotavljajo, da je od tu Gosarjevo idejo samoupravljanja prenesel jugoslovanski model, a vse brez navedbe vira, celo več, s hudo kritiko v ljubljanskem Zvonu. Že na Gosarjev članek Nauko, vrednost in socialno vprašanje, ki malo pred tem išel v času, in na to delo, pa se je v Kreftovi reviji Književnost s konspirativnim podpisom A. Kovač v podobnem stilu odzval Stane Krašovec, kasnejši ekonomist, ki je prav tedaj prevajal Borchartovo izdajo Marksovega Kapitala. Gosar sam je izpostavil, kakšen namen je imel z objavo knjige. Razlogov je več, pravi. Med njimi ta, da pokažemo mi katoličani tisto zares pravo pot, ki vodi do pravičnega in zadovoljivega družabnega reda. Predvsem pa pokazati vso sestavljenost in pisanost moderne družbe in tako zvanega družabnega življenja ter razkriti njegovo tematiko. V tem delu je Gosar strnil dolga leta svoje strokovne, politične in znanstvene dejavnosti, a doživel, kot je kasneje sam zapisal, usodo v Piočevo puščavi. O pomembnosti knjige se ozrimo samo na Finžgarjev nasvet, ko ga vabijo, da bi v začetku vojne predaval bogoslovcem o ljubezni do bližnjega, kjer na koncu pravi: priporočal bi torej novo zavezo Svetega pisma in študij Gosarjevega novega reda, ki je za katoličane med nami edina knjiga razen papeških socialnih okrožnic, ki odpira pogled v bodočnost, ta novo bodočnost pa prihaja neizprosno in se je treba na njo pripraviti z dejanji pravice in širokosrčne ljubezni. To je stvarnost, vse drugo poseg v meglo. Gosar je bil ob vsem svojem publikacijskem delu tudi urednik. S to nalogo se je najprej spoprijel pri reviji Zlata doba, ko je uredil cel letnik v letu 1919. Nato se je kmalu soustanovil revijo Socialna misel, ki je izhajala v letih 1922-1927 in je pisal tudi programske članke. Nato pa še časopis Pravica s podnaslovom Glasilo krščanskega delovnega ljudstva, ki je tudi izhajala v letih 1922-1928. Zavodila knjiga je rad dajal citate iz Svetega pisma. Prav tako je zadnjim člankom, ki so išla v oznanilu, dal kot naslove samo svetopisemske citate. Gosar je med obema vojnama rada vabila razna društva za predavatelja, od katerih so nekatera bila na to objavljena, vendar ne vsa. Za marsikatero izvemo le iz dnevnega časopisja. Tedaj je tudi načeloval v ljubljanskem odboru jugoslovanske sekcije Pan-Evropske unije. Na simpoziju pa nam bodo Gosarja predstavili vse pahljači njegove dejavnosti. In strinjali se bomo z njim samim, ko je zapisal: nosilci novih idej pa ne bodo še tako skromne, le redko kdaj doživijo njihovo zmago. Ob pogledu na avtorjevo publikacijsko delo je vedno zanimivo poškiliti še v njegovo knjižnico.
V dosedanjih pregledih so raziskovalci izpostavili, da je svojo lepo in skrbno urejeno študijsko sobo imel poleg spalnice. Med knjigami pa so opazili primerke številnimi Gosarjevimi zapisi in zaznamki. Po vojni pa je Gosarjeva knjižnica doživela več nepovabljenih obiskov, zato je dr. Juhant zapisal: pred hišnimi preiskavami skriva svoja po vojni napisana dela. Pri sestavljanju bibliografije je bilo vodilo njegov tipkopis iz domače zapuščine z naslovom Seznam važnejših spisov. Sedaj, ko je zapuščina pregledana in je izbrana predstavljena tudi tukaj, bo gotovo najdljiva še kakšna njegova doslej neznana objava. Sestavljene osebne bibliografije takšne izstopajoče osebnosti pač ni nikoli zaključeno. Hvala lepa. Drage obiskovalke in obiskovalci, preostane nam le še najprijetnejši del, odprtje razstave, ki ponuja zaokrožen pogled tako v Gosarjevo osebno kot znanstveno in družbeno dejavno življenje. O tem se boste najlažje prepričali sami, zato vas vabim, da si že čez nekaj trenutkov vzamete čas in zaokrožite med vitrinami, ki se mimogrede vrstijo v kronološkem redu z začetkom na vaši levi. Predtem pa naj vas ponovno povabim na simpozij o dr. Andreju Gosarju, ki so ga pripravili Občina Logatec, Knjižnica Logatec, Celjska Mohorjeva družba, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Naravoslovno-tehniška fakulteta. Odvijal se bo jutri od 9. ure dalje v veliki dvorani Narodnega doma Logatec, v soboto 29. marca pa v dvorani Sazuja v Ljubljani s svojim nadaljevanjem prav tako od 9. ure. No, preden pa zaključimo, naj se zahvalimo avtorici razstave, naši sodelavki Saši Musec-Čuk. Spoštovani obiskovalci, razstava je sedaj tudi uradno odprta, vsem skupaj pa želim lep in prijeten večer še naprej. Najlepša hvala.
se to omenja ker da bomo postavili, ne samo to moramo še kaj drugega narediti, da vse v lokacijo začnemo rastirati